Dober večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v naši tokratni tedenski izdaji. Še vedno smo v mesecu januarju in kmalu vas vabimo v gledališče. O tem danes v tedenski izdaji. Vabljeni, da ste z nami. Tako, zdaj pa si nadenemo plašč. No, na malem odru ga bodo krstno uprizorili celjski gledališčniki. Danes pa z nami v studiu režiser Juš Zidar, Juš Andraž Zidar, dober večer. Dober večer. In pa igralec Branko Završan, dober večer. Večer. Torej o plašču. Danes pa bom najprej, Juš, ker vas malo povprašala. V režiserski vlogi ste se tokrat znašli kako in kolikič po vrsti? V Celju? Ali na splošno? V celjskem gledališču, lahko tudi na splošno, seveda. Drugič po dvoletni pauzi. Tokrat v projektu bistveno manjših dimenzij, ampak mogoče recimo temu večjih ambicij. Ja, kakšne so bile te ambicije pri tej igri, kako ste jih znali? Se pravi, zdaj se prvič jaz in tudi mislim, da celjsko gledališče spuščamo v nek nov gledališki žanr, to je žanr glasbenega gledališča oziroma muzik teatra, ki je v Nemčiji uveljavljen, ki je samostojen recimo tip gledališke govorice ali pa gledališkega angažmaja, pri nas je pa relativno nepoznan in zato nima neke kontinuitete. In mi to delamo v sodelovanju s skladateljem in tudi avtorjem glasbenega gledališča Marjanom Nečakom. In zato smo zbrali neko relativno lahko ali pa obvladljivo, kratko literarno predlogo in jo poskušamo nadgraditi z glasbenimi sredstvi. Več o igri bomo še povedali. Branko, malo kasneje se nam v studiu pridružita še ostala vaša dva soigralca pri tej igri, torej Beti in Urban še prideta. Ampak Branko, dajte nam povedati, kako recimo vi vidite to igro, kako ste se na njo pripravljali? To ja, ko že Juš omenil glasbeno gledališče, mi smo se lotili najprej glasbe, ker je dosti kompleksna in to hvala avtorju in še komu. Tako da tudi, kot je Juš rekel, z nekim preprostim tekstom, ja, se na vides res gleda preprost, ampak potem, ko se ga pa skušamo lotiti, ne samo skušamo, ampak tudi, ko pronicamo vse pore tega Gogoljevega teksta, pa se nekako znajdeš v tem, da je v bistvu kar precej kompliciran, če hočeš ostati konsistenten, če hoče biti seveda zdaj ta zgodba vsem narativna, pa ne plehka, ker seveda to tudi zlahka se vzdrsne. Absolutno, ja. Ampak se pravi, to, kar je bil prvi napor vseh, je bil pa seveda bila pa prav glasba, ne glede na to, da je seveda to prepleteno in prepojeno z glasbo v bistvu od začetka pa do konca, je bil to kar nekak zalogaj, ker seveda potem tako usporedno nizati vse te, recimo, veščine, se pravi od tega. Ja, eno je govor, seveda istočasno to, se pravi, sam sebe glasbeno spremljati, delati na dveh tirih, seveda potem pa se stvar še transponira, če na kakšen tretji, četrti in peti nivo, kot je Juš rekel, je seveda ambiciozen tako, kot seveda posledično mi z njim, moramo slediti, taka je naša usoda in veselje, se je fajn, se je. Je pa resno, mislim, nič se ne da, nobene bližnjice ni. Ni bližnjic. Ne, tole je kar in tak, kakorkoli rečemo, droben projekt, ampak je pa kar, da ne rečem še enkrat, ja, in kompleksen. V predstavi je uporabljena tudi pesem Toneta Pavčka, ne? Kako, recimo, ste se pripravljali na to, ne vem, a mora biti igralec, se pravi, mora biti vsestranski, ne? Juš, kako recimo ste vi videli razdelitev vlog? Kako ste si mogoče, ne bom rekla zbirali igralce, ampak kako ste nekako dali tisto svojo ambicijo vloge v igralca? Kaj pričakujete od njega? V bistvu je ta projekt nastal pravzaprav zaradi teh treh posameznikov iz tega ansambla, ki imajo v bistvu tudi zelo bogato glasbeno odzadje, oziroma so vsi multitalentirani. Se pravi, ni igra iskala igralce, ampak dejansko igralci so bili izvor tega projekta. Je pa, mi smo se lotili na nek način relativno eksperimentalno predstavo, v tem smislu, da smo odkrivali našo lastno pot, naš lasten tip naracije in zato tudi ni neke klasične delitve vlog. Seveda se pa na neki točki v predstavi steče lika Kakija v Braneta in vsi ostali so razdeljeni med Beti in Urbana, med druge dva. Ampak na nek način gre pa za tip kolektivne naracije in tudi kolektivnega ansambelskega
pripovedovanja zgodbe. Za oba enako vprašanje. Komu recimo bo najbolj sedla igra, ogled? Juš, mogoče z vaše strani kot režiser in Branko, kako recimo boste vi nagovarjali občinstvo? Kakšna publika je tukaj? Ja. Jaz upam, da gre predstava v čast vsem, ki so totalno predani svojemu delu, pa popolnoma spregledani, kar je po mojem 90% civilizacije, če ne celo več. Zelo široko, ja, res je. Branko, kako pa vi ste se znašli v igri, kaj boste dali? Kaj bom dal? Obiskovalcem Kaj bom dal? Ja, z odra. Tisto, kar mi je pač dano, da dam. Sicer pa mislim, če zdaj greva na to približno katero in kakšno publiko nagovarja, jaz mislim, da tukaj ostaja kar širok spektar. No? In tudi to, kljub tudi mlajši generaciji bi rekel, to je Gogol, ni Google, ni Google, ja. Kljub temu, no, je, mislim, da bo čisto dostopno in da tukaj tudi, kljub temu, da se seveda tukaj dela recimo temu z nekimi klasičnimi gledališkimi parametri, da ne vstopamo v neke nove tehnologije, kljub temu seveda tudi estetsko zelo zahtevno, no, kar se tiče Dorjana in Juša, se pravi scenografa, da ne gre zdaj za neke hudo moderne in interdisciplinarne poskuse, ampak kljub temu mislim, da stvar je komunikativna in dostopna absolutno, tudi tako mlajši, kot starejši publiki. Ne rabiš mi 200 let, da se spomniš Gogolja, ne je kar. Mislim, da je dostopen tudi danes. O sami vsebini bom vprašala tudi Beti in Urbana, ki pridete za vama. Jaz bi mogoče, Juš, le še vprašala, kako recimo, kdo so še ostali, no, ki sodelujejo pri igri? Kdo je še bila ekipa? Ekipa je fantastična, so scenograf Dorjan Šilec, kostumografka Tina Bonča, skladatelj Marjan Neček, dramaturginja Tina Kosi in pa seveda trije fantastični igralci, pa še seveda ekipa iz SLG Celja, standardna lektor Jože Vovk, inšpicientka Zvezdana, šepetavka Simona, prekrasen tim. Prekrasen tim, na čelu z režiserjem. Branko, kako se je odrezal Juš? Reže. Reže še naprej. Ja, Juš je seveda, kot je rekel, ni samo ambiciozen, ampak tudi zahteven. Se pravi, da ja, sej se tudi radi kaj zabavamo, ampak pride do zabave v gledališču ni samo po sebi umevno. Tako da to, kar je vedno vse vidi, ko mlečke nafne guncate, daleč je do tega. Za zaveso je marsikaj drugega. Zdaj ne mislim jamrati, kakšen pogled, to je, mislim, se v poklicu sem se že dostakrat pogovarjala. Tako je. Ja, seveda, ne se to hoče reči, mislim, dela se zelo resno, ko pa je moment, da se da tudi fejst nasmejati in to samim sebi ali pa drugima pa seveda do tega tudi pride. Tudi to znate, a ne? Celo Gogolju se tudi nasmejamo. Super. Dobro. Nič, potem pridemo pogledat. Jaz bom zdaj malo povprašala še moja naslednja dva gosta, kako je z igro. Vama pa hvala lepa in se vidimo 24. januarja, ko bo premiera na Malem odru, velja? Na tvoj rojstni dan. Tako je. Pridem. Hvala lepa, praznujemo skupaj. Srečno. Enako. Tako, v našem studiu pa sicer ob tej čudoviti sceni Malega odra Celjskega gledališča, zdajle pa trenutno še v studiu, ampak kmalu, kot smo slišali tudi na tem odru 24. januarja na premieri, še ostala igralska zasedba Beti Stargar in Urban Kuntarič. Dober večer tudi vama. Dober večer. Jaz zdaj verjamem, da so ti dnevi kar zelo vpeti v še tiste zadnje vaje, še v tisto zadnje sprehajanje na odru, ko še pilite zadnje detajle, torej glasbene predstave, o kateri smo danes že nekaj govorili, o Gogoljevem plašču. Beti in Urban, dajte nam malo zdaj povedati, kakšna je vajina vloga pri tem? Mirno lahko jaz. Najna vloga, kot je že Juš predtem povedal, je v bistvu midva igrava vse te vloge, ki obkrožajo sveta Akakija Akakijeviča. Brane je v bistvu postavljeno bolj vlogo Akakija Akakijeviča, se pravi osrednjega lika tega pisarja, kot je že Juš lepo povedal, pač tega človeka, ki je popolnoma nepomemben, pa vseeno uživa in je predan svojemu delu. Midva pa igra v bistvu ves ta pokvarjen oziroma izmaličen svet, ki stoji okoli njega. Od krojačev do njegovih sodelavcev, do njegovih nadrejenih, do in še. In še. Beti? Pa
tudi mogoče pripovedovalca te zgodbe osrednje. No pa recimo ne bomo zdaj konkretno toliko podrobno o vsebini, ampak vendarle omenila sta režiser in Branko, da je igra namenjena širšemu krogu ljudi. Vsebina pa mogoče, no, kako bi jo vidva predstavila? Pa se lahko kar dopolnjujeta. No, ko smo že ravno pri dopolnjevanju, tudi znotraj predstave se ves čas dopolnjujete, ker je verjetno. tako, ker gre pripoved tako, da jaz povem nekaj, ona nekaj me dopolni, potem jaz dopolnim njo in tako naprej. Sama vsebina, kako bi jo opisala? Dobro, gre za en zelo poznan tekst Gogoljev Plašč, ki smo ga mogli vsi prebrati tudi v srednji šoli. Ampak je pa nek tekst, ki je še danes zelo, če ne še bolj aktualen, kot je bil mogoče, dobro, mogoče ne takrat, kot je bil napisan, ampak morda bolj, kot je bil napisan, kot 30 let nazaj, ker živimo v prekarnem času, ko je v bistvu se mora vsak boriti za svojo službo, ki je, čeprav je še tako zelo nepomembna, kot je, ne vem, delovno mesto nekega pisarja, kot je to na primer Akakija Kakijevič. Ampak po moje se lahko omeni tudi to, kar smo se mi precej ukvarjali, da ni najvažnejša vsebina samo po sebi, ker tudi Gogolju ni bila, ko je pisal, ampak v bistvu način, na katerega se podaja ta vsebina. In s tem smo se mi precej ukvarjali, pa tudi s tem, zakaj bi v bistvu zgodba o enem malem človeku, ki ni nič posebnega, bila sploh relevantna oziroma bila tako pomembna, da bi jo mi hoteli povedati. In se mi zdi, da se naša predstava zelo ukvarja, vsaj probali smo se približati temu občutku, zakaj je v bistvu ta mali človek sploh pomemben v današnjem svetu ali pa takrat ali kakorkoli nasplošno. To. Zanimivo. Kdaj je premiera, smo povedali, 24. januarja, torej na malem odru. Pripravljali pa ste se na to igro kako dolgo in kako dolgo traja, recimo? Približno. Sam proces je trajal zelo ta nek povprečen čas, se pravi okoli 2 meseca, sama predstava pa, kolikor zdaj vidimo, bo dolgo okoli uro in 10 minut. Nekaj takega. Mogoče posebnost pri tej predstavi je bila ta, da smo v bistvu vso glasbo že prej naštudirali, tako da smo na prvi vaji nekako prišli že vsi dosti pripravljeni, pa ne štartali z 0, ampak že kar na nekem nivoju. Je takšna glasbena predstava prva za vaju? Na ta način zame osebno sem pa že večkrat kaj pospremljala med predstavo. Zame pa absolutno, ker je, sicer je Juž prej nas zelo lepo pohvalil, kako smo vsi glasbeno podkovani, ampak to ni res, jaz nimam končane glasbene, ni ničesar. Potem si talent, verjetno. Tako, mene so na frišno zdaj naučili in kar znam. Vse moje znanje boste lahko videli. Zdaj pridemo še toliko raje pogledati, da vidimo, evo, samo Urban ni glasbeno uradno podkovan, dajmo pogledati, kako bomo ratali. Super. Dajte še povabiti vse naše gledalke, gledalce, torej na premiero, ki bo naslednji petek. Naj pridejo, naj si vzamejo tisti čas, ker od igre bodo verjetno prinesli kar veliko in je tudi to ena takšna igra, od katere potem, ko gremo skozi vrata gledališča po predstavi, še vedno razmišljamo, ne? Brez dvoma. Super. Hvala lepa obema. Lepo se imejte, mi smo zdaj tudi malo že pregledali slike v ozadju vaših vaj, čisto konkretno pa torej 24. januarja na malem odru. Uživajte in se vidimo. Srečno. Hvala. Avtocenter Celeja je uspešno družinsko podjetje, ki že vse od leta 1995 zastopa in prodaja nova vozila znamke Opel, nudi dodatno opremo in rezervne dele, odkupujejo in prodajajo pa tudi rabljena vozila, opravljajo kleparska in ličarska dela, cenitev škodnih primerov in sklepajo zavarovanja za vozila. Najdete jih na Mariborski 107 v Celju. Skupaj s poslovno enoto Avtohišo Jakopec iz Velenja pa uspešno pokrivajo območje Šaleške in Savinjske doline, Koroške in Celjske regije. Glavni moto Avtocentra Celeja je vsa ta leta: zadovoljen kupec je naš uspeh. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge.
Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa. Sestavimo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Prihaja še večji in še boljši Agritech, največji strokovni sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije pri nas. Celjski sejem od 29. januarja do 2. februarja. Tako, iz celjskega gledališča pa torej na upravno enoto Celje, tudi tokrat je z nami načelnik Damjan Vrečko. Kdaj lahko preneha veljati gradbeno dovoljenje? Gradbeno dovoljenje preneha veljati, če investitor ne vloži popolne prijave začetka gradnje v 5 letih, poudarjam v 5 letih od njegove pravnomočnosti. Ali na veljavnost gradbenega dovoljenja vplivajo spremembe pravnega ali dejanskega stanja? Če se v času veljavnosti gradbenega dovoljenja za območje, na katerem je predvidena gradnja, spremeni pravno ali dejansko stanje, te spremembe ne vplivajo na veljavnost izdanega pravnomočnega gradbenega dovoljenja. V katerem primeru se lahko tudi razveljavi gradbeno dovoljenje? Gradbeno dovoljenje se lahko razveljavi tudi na podlagi zahteve investitorja, kar je nekako seveda tudi logično, kajti tudi gradbeni postopek, v katerem je bilo izdano gradbeno dovoljenje, se vedno začne na podlagi zahteve investitorja. Toliko, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v naši tokratni tedenski izdaji. Celotna ekipa vam seveda želi, da se imate fino, da uživate še naprej in vas seveda tudi vabimo v našo družbo prihodnjo sredo. Lepo se imejte.